Bogdej. Ta teden sem bil ponovno pri svojem prijatelju in sem ga vprašal, kot mnoge do sedaj, kako si? Si kaj osamljen? Na moje začudenje je rekel, da, vedno, vsak dan. Sledila je krajša tišina, potem pa mi je rekel, toda če pomislim na Boga, nisem nikoli sam. Dragi brat, draga sestra, z akcijo Deli Jezusa te želimo spomniti, da nisi nikoli sam. Tudi če bi hodil v smrtni senci, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj, pravi psalm. Nikoli sam. Za to temo neosamljenosti smo z ekipo Deli Jezusa pripravili pričevanja slovenskih kristjanov. Ti današnji apostoli nam svojim raznovrstnim pričevanjem pričujejo o Božji bližini. Kako so Jezusa slišali, se z njim pogovarjali, kako so ga občutili in bili z njim v času bolezni, trpljenja, kako ga doživljajo v službi, poklicih, doma ali v prostem času. Jezus sam je doživel človeško trpljenje, bolečino in osamljenost. Zato nas on najbolje razume. Tudi mati Marija, ki je bila osamljena pod križem, vedno gleda na nas. Sveti Pavel nas opogumlja, kdo nas more ločiti od Kristusove ljubezni? Ali stiska, ali nadloga, ali preganjanje, ali lakota, ali nagota, ali nevarnost, ali meč. Nič te ne more ločiti od Kristusa. Tudi če se podaš v temo in smrtno senco, tudi tja steguje Jezus svojo roko, da bi bil s teboj, te ozdravil, te osvobodil in te odrešil. Dragi kristjan, že ostali Kristus te v postnem času ponovno povabi, vzemi svoj križ in hodi za njim. Ob tem pa ti zagotavlja, da nisi nikoli sam. Bodi z nami in hodi po tej poti in si okrepi duha, da bi kot gluhi slišal Boga, da bi kot slepi ponovno videli Boga, da bi kot nemi se z njim pogovarjali v molitvi, ga slavili in častili, da bi tisti, ki so brez moči, Boga ponovno občutili, da bi mi kristjani postali živi oznanjevalci. Prisluhni torej pričevanjem ob ponedeljkih in ob sredah, ob petkih pa premišljevanju križevega pota, ob Evharistiji pred Najsvetejšim, v katerem nas Jezus zagotavlja svojo prisotnost kot Emanuel, Bog med nami. Bodi z nami in deli Jezusa tudi ti.